Turčija 14. Prejšnjih 13 let smo ob prihodu na osrednji del priprav ves čas bivali v hotelu Sosezi in trenirali na igriščih tamkajšnjega nogometnega kampa. Tokrat je vijolična baza Kaja Palazzo. Ne samo zaradi menjave prizorišča, letošnje aktivnosti ob turški obali bodo specifične še zaradi nekaterih drugih dejavnikov, predvsem zaradi termina, ker je spremenjen začetek spomladanskega dela sezone, smo premaknili tudi prihod na priprave. Tako zgodaj v Turčiji doslej še nismo bili. Dosedanji mejnik je bil 19. januar iz leta 2022 in 2024. Za primerjavo, najkasneje smo bili v Beleku leta 2016 med 2. in 16. februarjem. Vijolično opremo si je v 14 letih priprav v Turčiji nadelo skoraj 170 igralcev. In kdo so rekorderji med njimi? Na vrhu je Marcos Tavares, ki je bil med udeleženci 11-krat. V aktualnem kadru je na vrhu tovrstnega vijoličnega seznama Martin Milec. Miki je 10. po zimi v Beleku. Jubilej je dočakal tudi njegov nekdanji soigralec in zdajšnji trener vratarjev Jasmin Handanović. Martin Milec nam je predstavil tudi novo lokacijo priprav. Gre za hotelski golf resort Caio Palazzo, kot rečeno, le nekaj kilometrov oddaljen od prejšnje pripravljalne baze, in to bo domovanje Maribora do 25. januarja. Evo letos nova lokacija, novi hotel, pa še malo spremembe. Nova igrišča, vse je novo, ampak dolgo časa bomo tu, 14 dni, tako da mislim, da bomo v 2-3 dneh se vse privadili, navadili. Tudi dosti novih je mladih fantov in verjamem, da bo super priprave letos. Ravno ko smo se vozili sem, ko smo bili na poti, smo se pogovarjali s soigralci o tem, kolikokrat sem že bil tu. Jaz sem sicer preštel 11, ampak dobro, naj bo letos obletnica. Tako da, vsako leto se je lepo vrniti v Turčijo. Vemo, da so vremenske razmere tu super, igrišča res dobra, vse tako mora biti, res imamo vse, kar potrebujemo in normalno, vemo, da so to najpomembnejše priprave v celem letu. Tukaj se naredi baza, potem za naprej, za spomlad, tudi za jesen, ne nazadnje. In na koncu tudi te 14 dni je lepih, ker smo tudi kot ekipa skupaj vsak dan, lahko se še bolj povežemo, da se ustvari res ena dobra energija, kar je, mislim, da tu je ena baza za dobro ekipo, za zmagovanje, za prvenstvo, za vse, tako da dobro vzdušje je vedno pomembno. Danes smo začeli sicer z 2 treningoma, jutri spet nadaljujemo 2-krat na dan, tako da med prvim in drugim treningom nimamo ravno dosti časa za raziskovanje hotela, za neko druženje, je pa toliko več časa potem tudi zvečer, da se spoznamo, da se naredi neka energija. Vseeno, da vemo, kako je, ko smo doma, vsak ima svoje stvari, svoje družine. Tukaj pa normalno po treningu več časa imamo za sebe, kar je super, ampak vemo pa, da smo tukaj zaradi igrišča, da bomo tam pravi, in to je glavni razlog, da naredimo priprave tako treba. Letos ne samo mladih na splošno, nas je kar dosti igralcev tukaj, kar velika skupina. Mladi pa dosti je novih obrazov za pevski nastop, tako da se že veselimo. Ampak mladinci oziroma mlajši so pridni, so poslušni, radi se učijo, napredujejo. Jaz upam, da jim bomo dovolj pomagali z nekimi nasveti, izkušnjami. Gremo v eno pozitivno zgodbo naprej. Jaz upam, da se bodo vsi izkazali. Normalno pa na koncu koncev, kar treba poudariti je, da ne samo mlajšim, normalno tudi nam starejšim in vsem želim da se iz teh priprav normalno vrnemo tudi zdravi, vsi brez poškodb, da bo imel na koncu pred prvim krogom trener sladke skrbi za sestavljanje sterice.